Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj še v temi grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in drugemu učencu, ki ga je bil Jezus rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel v grobu, in videl je in veroval. Nista še namreč razumela pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Povabljeni, da so vse zapustili, samo da bi
da bi mogli biti del njegovega življenja. Povabil jih je na tiste kraje, kjer so začeli spoznavati njegovo kraljestvo, kjer so tudi ob doživetju na gori hoteli postaviti šotore, da bi ta lepa življenjska doživetja ohranili, da bi to trajalo. Tudi nas Jezus vabi, naj ne ostanemo ob svojih grobovih, naj se ne pogovarjamo o teži kamnov, ki jih je potrebno premakniti v našem življenju. Naj se ne predajamo obupu nad življenjem, pa tudi ne nad obupom nad samim seboj, nad Bogom. Vabi nas, da mi vstopimo v svojo Galilejo, ja, kjer bolj s srcem kot z ušesi slišimo povabilo, hodi za menoj. Pojdimo za njim, ker je v njem življenje, življenje, ki je onkraj smrti, življenje preko groba, življenje, ki ne mine, življenje, ki ostane. Tako nenavadna je trditev. Smrt je minljiva, življenje ne. To je možna trditev samo v Bogu. Brez Boga je ravno obratno. V Bogu pa lahko zaslutimo to dejstvo. Smrt je minljiva, življenje ne. Po veliki noči vam želim, da bi prepoznali Boga, ki hodi z nami, ki hodi skozi naše začasne grobove, odmika naše kamne, ki se nam zdijo nepremagljivi, ki nas samo začasno opirajo na poti k polnosti življenja. Pojdimo za njim in v življenju in v naših srcih vedno ohranimo velikonočni vzklik Aleluja. Želim vam lepo, mirno in blagoslovljeno veliko noč.